Vrste gasilcev naj stopi vsak, da čuvamo ljudsko imitje. Požar nam sovražnik edini je vsak, ko čuvamo naše imitje. Fantje, deklita, žene, moži, pridružijo vsi naj se čiti, da bomo sposobni in močni dovolj pomagati vsakmu nesreči. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči podnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani zborski tovaši. Zbrani smo vrste, tovariši vsi, po noči podnevi na straži. Vsi smo za enega, eden za vse, sklicani zborski tovaši. Na pomoč, na pomoč, na pomoč. Slovinecem, Slovinecem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zatorej dobro vim, Slovinecem, Slovinecem, zatorej dobro vim, Slovinecem, Slovinecem. Slovinecem, Slovinecem, to jasna pamet glavi, to v srcu blagi čut mi pravi, to v srcu blagi čut mi pravi. S ponosom reči smim, Slovinecem, Slovinecem. S ponosom reči smim, Slovinecem, Slovinecem. Slovinecem, Slovinecem, pozibeli do groba, nega ne boja se zvestoba, nega ne boja se zvestoba. Da vsegda reči smim, Slovinecem, Slovinecem. Da vsegda reči smim, Slovinecem, Slovinecem. Odkot si potniki doma, iz daleka sem kraja, kjer raste vinska kaplica, vihar tam ne razsaja. Kjer raste vinska kaplica, vihar tam ne razsaja. Kam pilje pote potnik mlad, nazaj čez polje širno, očetov dom bi videl rad, doma živi se mirno.
najlepši je slovenski svet in mili dom očetov. Spoštovani visoki gostje, spoštovane gasilke in spoštovani gasilci, ministrica za obrambo, gospa Andreja Katič in spoštovani vsi prisotni. Najprej lepo pozdravljeni in dobrodošli v občini Dobrepolje na osrednji slovesnosti ob 120-letnici glasila Gasilec. Za nami je uvodni nastop moškega pevskega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice pod vodstvom zborovodje profesorja Antona Finka. Pevci so nam zapeli gasilsko himno avtorja Ivana Krpača, pesem Slovenece Gustava Ipavca in pesem Potnik. Hvala pa v tej priložnosti tudi orkestru Slovenske vojske, kvartetu klarinetov za zaigrano državno himno. Gospe in gospodje, k uvodni, pozdravni besedi nagovora vabim Janka Cerkvenika, vršilca dolžnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije. Prosim. Spoštovana gospa ministrica, gospod župan, kolegi in kolegice, gasilci, vsi prej neimenovani gostje. Pisana beseda je bila in ostaja del kulture vsakega naroda, njegov edinstveni jezik, ki ga opominja na njegovo samobitnost. Zgodovino slovenskega naroda spoštujemo in poudarjamo tudi tako, da smo pomembne kulturne gradnike izbrali tudi za državne praznike, kot sta Prešernov dan in dan reformacije. Prav je, da omenim, da je nedaleč od tu rojeni Primož Trubar opozoril na pomen materinega jezika in ga povezal s skrbjo za obstoj svojega naroda. 500 let je minilo, odkar smo Slovenci dobili svojo prvo knjigo v domačem jeziku. Sledilo je obdobje, ko so bolj ali manj znani pisatelji in pesniki objavljali svoje članke v različnih publikacijah in knjižnih delih. Ne smemo tudi pozabiti, da je širšo javnost na domoljubno držo in odločno rabo slovenskega jezika pri poveljevanju gasilskih enot upozoril še eden tukajšnji bližnji okolici živeči Ignacij Merhar. V začetku meseca februarja pred 120 leti je odbor Deželne zaveze krajinskih gasilnih društev izdal prvo številko lastnega strokovnega glasila pod imenom Gasilec. Glasilo je na začetku izhajalo v obeh takrat deželnih jezikih, tako da so ga razumeli vsi udje, v nadaljevanju pa samo v maternem jeziku. S tako dolgo tradicijo izhajanja strokovnega tiska se lahko pohvalita le še dve glasili, ki sta že takrat nagovarjale svoje člane. To sta Planinski vestnik in Čebelar. Najpomembnejši vsebinski sklopi gasilca so bili in ostajajo tudi danes, delijo se na poljudne in strokovne članke. Z odgovornim in zavzetim delom na področju založništva in strokovnega tiska se naša krovna organizacija tudi danes zaveda, da morajo strokovna literatura in gradiva, tisk in učni programi nuditi ustrezno podporo najodgovornejšim osebam pri upravljanju in vodenju. Ob tem pomembnem jubileju izhajanja našega glasila mi dovolite, da se zahvalim za dolgoletno zaupanje 8400 naročnikom glasila, za sodelovanje vsem dosedanjem piscem prispevkom, članom uredniškega odbora, časopisno-založniškega sveta in strokovnim sodelavcem. Moja želja je, da bomo svoje pomembno delo z veseljem nadaljevali in da bodo zapisane vsebine uporabne in primerno pomoč tudi bralcem v naslednjem desetletju. Pred nami, gasilci, so pomembni dogodki, o katerem bomo v Gasilcu podrobneje pisali tudi v prihajajočem letu. Čaka nas kongresno leto. Veselim se srečanja z vami na 17. kongresu slovenskih gasilcev, ki bo potekal 18. in 19. maja v našem najstarejšem slovenskem mestu Ptuj.
V posebej izdani kongresni knjižnici bomo predstavili naše dosežke v minulem mandatu in usmeritve za delo gasilskih organizacij v obdobju 2018-2023. Želim si, da bodo slednje še v večji meri vplivale na zagotavljanje tako potrebne notranje in zunanje podobe naše organizacije. Vse zapisane odgovorne naloge naj vodijo našo gasilsko organizacijo k novim izzivom in ciljem in ne pozabimo na domoljubno zavezo v uvodu omenjenega Primoža Trubarja, ki je tudi zapisal: stati in obstati. V nadaljevanju vam želim lep večer in seveda veliko uspehov pri vašem delu tudi v prihodnje. Na pomoč. Zahvaljujem se predsedniku Janku Cerkveniku za izrečene besede. V tem svečanem trenutku pa k mikrofonu vabim župana občine Dobre Polje, gospoda Janeza Pavlina. Spoštovana gospa ministrica za obrambo, spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, prisrčno pozdravljeni in želim vam res lep večer tukaj v Jakličevem domu na Vidmu. Vesel in ponosen sem, da sem lahko danes z vami tukaj na tej prireditvi ob 120-letnici glasila Gasilec. In pa dovolite mi, da na kratko predstavim našo občino, nekateri ste prvič v tej občini, velika 103 kvadratne kilometre, 3950 prebivalcev, ima 24 vasi, sestavljajo jo dve dolini, Dobrepoljska s središčem na Vidmu in pa Struška dolina. Večina občine je zelene, to se pravi gozd plus rodovitna zemlja, tako da je še okrnjena narava, ker imamo tudi idealne pogoje tako za šport, pohodništvo in druge dejavnosti. Imamo bogato kulturno in naravno dediščino. Naj omenim brata France in Tone Kralj, kiparja, slikarja, grafika, ki sta tukaj rojena v Zagorici, 2 kilometra oddaljeni vasi. Tisti, ki ste z Primorske, veste, da sta večino cerkva poslikala na Primorskem. Potem Frant Jaklič, po katerem se tudi imenuje ta naš kulturni dom in po katerem ima občina Dobre Polje občinski praznik, to je Fran Jaklič, Podgoričan, pisatelj, politik, ustanovitelj kmetijske zadruge, prve Raiffeisen banke na Krajnskem, poslanec na Dunaju, tako da 6. decembra je njegov rojstni dan in po njem ima občina Dobre Polje občinski praznik. V grbu občine sta klas, ki pomeni dobro polje, in v klasu je 24 zrn, ki predstavlja 24 vasi. V grbu na drugi strani je zvon, ki ponazarja, da je tukaj bogata kulturna dediščina, bogato petje in pa na zvonu je križ, ker temeljimo na krščanskih vrednotah. Res bogata kulturna dediščina se tudi izraža v teh dejavnostih in imamo moški pevski zbor, ki že deluje 110 let nepretrgoma, Rafko Fabjani, godba Dobre Polje, ustanovljena daljnega leta 1933, big band pod vodstvom brata Doblekarja, vokalne skupine, zelo aktivna je folklorna skupina Ponikve in pa seveda otroška folklorna skupina iz šole, v kateri imamo starejšo in mlajšo folklorno skupino in ena od teh skupin je bila pred leti izbrana za mednarodni festival v Izmirju v Turčiji. Na področju gospodarstva so največ mizarske delavnice, kjer imamo v bližini veliko lesa, stolarna Dobre Polje, kovinska galanterija Žnidaršič, Elma TT, kovina usluga Bukovec iz Predstrug. Skratka,
Podjetništvo je v vzponu in zdaj gradimo obrtno cono v velikosti 10 hektarjev. Tako da nekaj polovico te cone je, bom rekel, že razprodane, polovico še čaka na kupca. Tako da počasi se občina razvija korak za korakom. Naštel bom rekel, par projektov, ki se trenutno izvajajo. Vsekakor največji je Suhokranjski vodovod, evropski projekt 5 občin, vreden za našo občino 3 milijone evrov, od tega 2 milijona 400 evropskega in državnega denarja, ker mi imamo samo en izvir pitne vode v sosednji občini Velike Lašče in karkoli se s tem virom zgodi, je cela občina brez vode, zato se na jugu priključujemo na Kočevje, tako da imamo, jaz imenujem, zlato pipo za prihodnost, ker voda bo bolj pomembna, kot je pa danes nafta. Na občini imamo 6,5 zaposlenih, kar je zelo malo v primerjavi z drugimi občinami, v svetu 12 svetnikov, sodelovanje je zgledno, tako da sem zadovoljen s tem delovanjem. Seveda pa država nam v zadnjem času jemlje sredstva, vsako leto počasi, pred 4 leti 375 tisoč, pol milijona, leto 400 tisoč, in praktično v enem mandatu za investicijo vrtca, ki ga tudi trenutno gradimo in bo otvoritev v naslednjem letu. 2010 so bile tukaj katastrofalne podplave, nekateri ste bili tukaj prisotni, polovica občine je bila pod vodo, vse se steka na jug naše občine v struge. Tam nekje je bila tudi voda visoka do 8 metrov, 1 meter je bila pod 20 kV daljnovodom, telefonske napeljave je bila pod vodo, tako da so bile res kritične razmere, ampak še enkrat iskrena hvala vsem gasilcem, ki ste požrtvovalno res opravili nalogo. Iskrena hvala Upravi za zaščito in reševanje, karkoli sem poklical 112, bilo je tukaj čez 1 uro, 2 ure, tako da res zgledno sodelovanje in pohvalno. In te poplave so bile, bom rekel, preizkus usposobljenosti naših gasilcev, gasilske zveze, v katerem so 7 društev, največje med njimi je osrednje Videm. Imamo registriranih 980 gasilcev, to se pravi vsak 4. občan je gasilec, kar pove, da je za mano velika vojska in sem ponosen na to. In tudi po letu 2010 smo v občinskem proračunu namenili več sredstev, tako da zdaj zadnja leta nekje 4% občinskega proračuna namenimo za gasilce, kar mislim, da je nad slovenskim povprečjem. Takrat smo videli, kaj nam katera oprema manjka, smo dokupili in potem v poplavah 2014 v novembru se je to izkazalo, da je bila upravičena investicija. Naj omenim še potem žled, to je bilo pa februarja 2014. Ne moreš verjeti, v kakšnih pogojih so naši gasilci delovali skupaj z delavci Elektra. In v 23 urah je prišla elektrika nazaj, če rečem po domače. Jaz sem se takoj zahvalil direktorju Elektra, tudi vsem gasilcem, in direktor pravi, ja, kaj pa kličeš, ne, sem rekel, da se ti zahvalim, ne, ja, končno pravi, vsi kritizirajo, ne. Vete, treba tudi v takih stvareh tudi pohvaliti, pohvala, vem, da jo človek ne rabi, ampak tudi gasilci, veste, da hvale ne potrebujete, da je vaš to poklic, da je to tovarištvo, da je pomoč ljudem v stiski, ampak nas dvigne vsaka pohvala in nam da še več energije, da z lahkoto premagujemo vse težave. Tudi Elektro ni mogel verjeti, kako organizirano imamo gasilstvo v naši občini, jaz sem res na to ponosen in vesel.
In seveda želimo tudi nekaj novih investicij na področju gasilstva in tudi apeliram na gospo ministrico, če bi mogoče kakšna sredstva tudi prišla v občino Dobrepolje. Vemo, da je državni proračun na področju vojske zelo okrnjen. Po zadnjih podatkih mislim, da imate 370 milijonov evrov za celo vojsko. Po drugi strani pa vlada odobri 136 milijonov za bolnice, za pokrivanje izgub, ki ima slabo vodstvo. To naredijo pa čez noč. To meni ni jasno. Tako da, ministrica, poznam vašo vlogo, kako se morate boriti za vsak evro za vojsko in pa za vse, kar zraven po to ministrstvo spada, ampak jaz mislim, da bo tudi prišel čas, da bo vlada imela posluh tudi za te reči, tako za vojsko, policijo in pa za občine, ko v zadnjem času občine so potisnjene na stran in pričakujem, da se v prihodnosti te stvari razrešijo, ker ne vem, za osnovne zadeve pa mora biti posluh. Tako da, glejte, ne bom več časa jemal, pomembni ste danes gasilci vi, jaz bom rekel, da iz tega mesta se še enkrat zahvaljujem vsem gasilcem za vse, kar naredite v naši ljubi Sloveniji. Takrat, ko pride do neke nesreče, ste gasilci prvi in edina organizacija v Sloveniji, ki deluje še brezplačno, vsa društva gledajo vse skozi denar, tako da, ko sem na terenu, marsikdo reče, župan za gasilce, pa dajte več, veste, koliko naredijo, ko pride do kakšne nesreče. Tako da res iskrena hvala za to delo, ki ste ga opravili in ki ga boste še opravili v prihodnje. Hvala, srečno. Za pozdravni nagovor in hkrati tudi za gostoljubnost se zahvaljujemo županu občine Dobrepolje, gospodu Janezu Pavlinu. Gospe in gospodje, k mikrofonu pa vabim slavnostno govornico, članico Vlade Republike Slovenije in ministrico za obrambo, gospo Andrejo Katič. Prosim. Spoštovani župan občine Dobrepolje, pravzaprav smo ugotovila, da se že kar vrsto let poznamo. Hvala za pohvalo na našem delovnem področju. Zagotovo je težko usklajevati državni proračun, ampak tudi vsi dolgovi v zdravstvu so nastajali vrsto let, tako da verjamem, da tako kot znamo tukaj na področju gasilstva strniti vrste, da jih bomo znali tudi na področju upravljanja države in da bo nam vsem skupaj šlo na bolje. Spoštovani vršilec dolžnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije, spoštovani poveljnik Gasilske zveze Slovenije, generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, glavni inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, članice in člani uredništva revije Gasilec, spoštovane tovarišice gasilke in tovariši gasilci, spoštovani vsi ostali zbrani. Pomoč človeku v stiski, prizadevanje za strokovni razvoj, tovarištvo, solidarnost, domoljubje, skrb za slovenski jezik, krepitev narodnostne zavesti. To so vrednote, na katerih temelji slovensko gasilstvo. To so vrednote, za katere si želim, da so temeljne za vse Slovenke in Slovence. Zelo vesela in počaščena sem, da ste me danes povabili na praznovanje visokega jubileja glasila Gasilec. Glasila, danes revije, ki že 120 let na Slovenskem utrjuje vrednote med gasilkami in gasilci in jih razširja tudi med drugo javnost. Leta 1927, ob 30-letnici izhajanja,
je bilo v uvodniku gasilca, takrat glasila Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana, zapisano: namen gasilca je vedno bil širiti gasilsko misel med ljudstvom, vzgajati krepko in disciplinirano gasilstvo, seznanjati gasilstvo z novostmi in modernostmi na polju gasilstva, gojiti stike z drugim, zlasti slovanskim gasilstvom in kar največ pripomoči k kulturnemu napredku našega naroda. Danes, po 90 letih ob 120. jubileju gasilca, lahko z vsem spoštovanjem potrdimo, da je gasilec ostal dosledno zvest svojemu poslanstvu. Poleg tega se je tako v vsebinskem kot oblikovnem pogledu izjemno razvil in se vedno dejavno odzival na spremembe, ki sta jih v tem obdobju doživela naša domovina in gasilstvo kot njena vitalna družbena dejavnost. Pretekli dogodki se lahko hitro izgubijo v nemirni zgodovini človeštva, zapisani pa preživijo. Tudi zato je revija Gasilec neprecenljiv dokaz o vlogi gasilstva na Slovenskem. V besedi in sliki so nam na voljo pomembni dogodki, ki so vplivali in so oblikovali razvoj. Revija Gasilec pa tudi danes predstavlja izjemno povezovalno vez med gasilskimi društvi, zvezami, regijami in krovno organizacijo. S svojim strokovno naravnanim vsebinam je izredno pomembna pri izobraževanju članstva, pa tudi pri krepitvi organiziranosti in usposobljenosti gasilskih enot ter vseh drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Tudi za nas na Ministrstvu za obrambo ter v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je revija Gasilec nadvse dragocen vir informacij. Prek nje smo izčrpno seznanjeni s celotnim dogajanjem v slovenski gasilski organizaciji. In povsem upravičeno lahko trdimo, da ravno prek gasilca še utrjujemo našo tesno partnerstvo s slovenskim gasilstvom. Tudi sicer se na ministrstvo močno zavedamo pomembnega prispevka slovenskih prostovoljnih ter poklicnih gasilk in gasilcev k skupni varnosti. Zato namenjamo nadaljnjemu razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami veliko pozornost. Skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije se bomo še naprej zavzemali za to, da se bo status prostovoljcev glede na dane možnosti stalno izboljševal. To je kot usmeritev zapisano tudi v novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022. V pripravi oziroma usklajevanju je tudi nov zakon o gasilstvu, s katerim želimo zagotoviti možnosti za nadaljnji razvoj gasilske organizacije in gasilstva v Republiki Sloveniji. Kar zadeva odpravo plačnih nesorazmerij na področju poklicnega gasilstva, pa upam in verjamem, da bodo drugi sindikati dali podporo zadnjemu predlogu, ki smo ga dorekli skupaj sindikat poklicnih gasilcev, kot tudi vladna stran. Veseli nas, da revija Gasilec, še posebej v zadnjih letih, vse bolj povezuje prostovoljne gasilce in gasilke s poklicnimi kolegi in kolegicami. Nasploh iz revije veje veliko tovarištvo, ki ga gasilke in gasilci gojite med seboj. Stalne rubrike, ki govorijo o dosežkih in jubilejih vaših članic in članov, so dokaz, da gojite med seboj resnično prijateljstvo. Še posebej je srčna tudi pozornost, ki jo namenjate svojim, žal že pokojnim kolegicam in kolegom, ki so v svojem življenju pustili pečat v slovenskem gasilstvu, bodisi na lokalni ali na državni ravni. Rada pa bi izpostavila tudi usmerjenost revije Gasilec v preventivno dejavnost, ter s tem v ozaveščanje širše javnosti v varstvu in ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah. S članki zanimivimi in poučnimi za širši krog bralcev tako pomembno prispevate k večji varnosti vseh državljank in državljanov v Republiki Sloveniji. Tako je revija Gasilec zgled odličnega stanovskega glasila. V prvi vrsti skrbi za razvoj svoje stroke in povezovanje članstva, hkrati pa na plemenit in družbeno odgovoren način nagovarja tudi bralstvo, ki ni neposredno povezano z gasilstvom. Poleg tega je zelo pohvalno, da ob velikem poudarku na novih strokovnih dogajanjih in analizi najzahtevnejših gasilskih intervencij namenjate pozornost tudi zgodovini gasilstva. In s tem krepite vedenje o tradiciji organiziranega gasilstva na Slovenskem, dolgi skoraj po drugo stoletje.
Ignacij Merhar, vaš dolenjski rojak, utemeljitelj slovenskega poveljevanja v gasilstvu, je ob koncu 19. stoletja v gasilstvu zapisal: Ni ga skoro društva, katero bi bilo prebivalcem tako koristno, kakor je to. Kakor hitro zazve ognjegasec, da kako poslopje gori, da je nevarnost velika, popusti vse in hiti na pomoč. Na požarišči ne gleda na lastno nevarnost, temveč daruje veseli tudi svoje zdravje, da celo svoje življenje, da bi obvaroval imetje svojega bližnjega pred strašnim elementom. Gasilsko poslanstvo je ponosen del dediščine našega naroda. Dnevno se izkazuje, da je tudi nenadomestljiv del naše sedanjosti in zavedamo se, da je treba vanj vlagati in ga krepiti tudi zato, da bomo imeli varnejšo bodočnost. Prepričana sem, da je glede na strokovnost in zagnanost pred slovenskim gasilstvom še lepa prihodnost. Bliža se 17. kongres Gasilske zveze Slovenije, ki bo v maju prihodnjega leta. Prepričana sem, da ste nanj dobro pripravljeni in da bo to nov mejnik na uspešni poti slovenskega gasilstva. Da boste v novo obdobje slovenskega prostovoljnega gasilstva šli polni optimizma in smelih načrtov za nadaljne delo. Prav je, da ste na svoje uspehe ponosni. Zaslužite si vse priznanje slovenske javnosti. Obenem pa bi ob tej priložnosti rada podprla tudi slovenske gasilke, da bi bile glede na njihovo dolgoletno uspešno delovanje v vaših vrstah v prihodnje še opazneje vključene v odločanje v vaši organizaciji. Spoštovani, ob visokem jubileju iskreno čestitam urednici in odgovornemu uredniku gasilca ter celotnemu uredništvu. Iskreno čestitam vsem, ki ste soustvarjali in danes ustvarjate revijo Gasilec, ki sodi, kot smo že imeli priložnost slišati, poleg Planinskega vestnika in Čebelarja med 3 najstarejše publikacije, ki redno izhajajo na Slovenskem. Prepričana sem, da ima revija Gasilec izjemne zasluge za razvoj slovenskega gasilstva in za ohranjanje slovenske narodnostne identitete. Ker cenimo ter podpiramo vaše delo in trud, sem se odločila, da predsedniku Republike predlagamo, s sodelavci sem predlog že pripravljala, da podeli državno priznanje reviji Gasilec. Srečno! Srečno gasilke in gasilci ter na pomoč! Ministrici, gospe Andreji Katič, najlepše hvala. Zdaj pa je, spoštovane in spoštovani, že napočil trenutek, da med nami lahko pozdravimo starejšo otroško folklorno skupino Osnovne šole Dobre Polje, ki nam bo z nastopom obogatila današnji svečani dogodek. Mladi folklorniki se bodo predstavili z odrsko postavitvijo Gari, kaj gori, za katero so prejeli že 2 zlati priznanji in to na državnem srečanju. Pozdravimo, gospe in gospodje, torej starejšo otroško folklorno skupino Osnovne šole Dobre Polje. Mi smo
Lutvi. Piste imamo, termovka tudi, pa zaplešma.
Najlepša hvala folklorni skupini Osnovne šole Dobre polje za nastop in obogatitev današnje slovesnosti, ko tukaj praznujemo 120-letnico našega glasila Gasilec in se spominjamo vseh dobrih, odličnih zgodb od nastanka gasilca pa do danes. Spoštovane in spoštovani, zdaj bomo naredili samo nekaj minut premora, da na odro pripravimo vse potrebno za nadaljevanje slovesnosti, zato vas prosimo tudi za malo razumevanja. Ta čas pa bomo izkoristili, da vam v tej priložnosti še nakratko predstavimo tudi otroško folklorno skupino Osnovne šole Dobre polje. Na Osnovni šoli Dobre polje že 15 let deluje folklorni krožek v okviru interesne dejavnosti pod vodstvom mentoric Martine Prhaj, Mateje Hočevar in Majde Blatnik. V tem šolskem letu pa se jim je pridružila še Tina Gačnik. Delujejo 3 otroške folklorne skupine, 2 mlajše in starejša, skupaj pa kar 90 folklornikov. V tem času so folklorniki pod vodstvom mentoric predstavili kar 29 odrskih postavitev, katerih avtorica je Martina Prhaj. Svoj pečat pri oblikovanju kostumske podobe skupine pa gre zahvala etnologu doktorju Bojanu Knificu in šivili Mateji Lohkar. Med odrskimi postavitvami je bilo veliko takih, ki so se uvrstila z območnega na regijska in tudi potem na državna srečanja folklornih skupin, ki potekajo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Prav je, da se samo na kratko spomnimo in izpostavimo pomembne uspehe iz res bogate zakladnice otroške folklorne skupine Osnovne šole Dobre polje. V času njenega delovanja so se kar 8-krat uvrstili in prejeli zlato državno priznanje. V letu 2013 sta mentorici Martina Prhaj in Mateja Hočevar prejeli še posebno priznanje s pohvalo za prepričljivo vzgojo mladih folklornikov. Mlajša in starejša folklorna skupina s svojimi odrskimi postavitvami sodelujeta na različnih prireditvah na šoli, v kraju, v občini, v Ljubljani, v Cankarjevem domu, po Sloveniji na mednarodnih festivalih, na Gregorjevo v Rogaški Slatini, pa tudi na Lento. Gostovali pa so celo v Turčiji na mednarodnem otroškem festivalu. Poleg plesa skupina neguje večglasno ljudsko petje. Otroško ljudsko izročilo svojega kraja in okolice pa so predstavili med drugim tudi na Radio Ognjišče in Radio Slovenija, hkrati pa so sodelovali tudi pri nastanku zgoščenke Sijaj sonce. Tako, gospe in gospodje, to je bilo na kratko o folklorni skupini, pa vas prosim samo še en zaglasen aplavz. Hvala lepa. Če bo vsak trenutek nared, tudi vse na odru, pripravljeno za nadaljevanje naše slovesnosti, pa bomo že vsak trenutek, čez kakšno minutko, povedali tudi več o glasilu Gasilec, kako je pravzaprav glasilo nastajalo v teh 120 letih. Sledi torej kratek zgodovinski oris. Prvi poskusi za izdajanje gasilskega glasila segajo več kot 120 let v preteklost. Pred 125 leti, torej leta 1892, so na Reki na zasebno pobudo začeli izdajati skupno glasilo hrvaških in slovenskih gasilcev, vendar je v 2 letih išlo le nekaj številk. Prelomni dogodek na poti do gasilskega glasila na Slovenskem se je zgodil na občnem zboru Deželne zveze krajinskih gasilnih društev leta 1896, ko je bila izrečena pobuda o izdajanju strokovnega gasilskega lista. Da bi idejo udejanjili, se je 26. decembra leta 1896 na prvi seji sestal odbor, ki je začel pripravljati prvo številko glasila, ki so mu nadeli ime Gasilec. 6. februarja 1897 je išla prva številka. Glasilo je šlo po časopisu obsegu 8 strani in v formatu 25x35 cm. Prvi urednik oglasila je bil Frank Saver Trošt, nadučitelj na Igu pri Ljubljani. Okoliščine in namen izdajanja glasila so pojasnili kar v uvodniku prve številke, kjer so med drugim zapisali: Tovariši, ustražujoč želji izraženi na zadnjem občnem zboru zaveze, sklenil je novo izvoljeni odbor na svoji prvi seji 26. decembra preteklega leta izdajati lastro strokovno glasilo.
V nadaljevanju uvodnika je bilo pojasnjeno, da tedanji dnevniki niso mogli pokriti gasilske vsebine v večjem obsegu, zato so ustanovili svoj strokovni list. Hkrati so poudarili, da so tedaj že izhajali gasilski strokovni listi v nemškem jeziku, eden pa tudi v hrvaškem jeziku, ki pa jih preprosti člani med gasilci niso razumeli. Uvodnik se je zaključil z naslednjimi stavki. Odbor se je zato odločil, da izda lastno kranjsko glasilo in sicer v obeh deželnih jezikih, da bi vsi ljudje razumejo in tudi zato, da se z listom krepi združitev z drugimi deželnimi zvezami v Avstriji. Gasilec kot glasilo zaveze izhaja bude početkoma poljubno po potrebi. Če se izkaže potreba, izhaja bude kasneje mesečno. Gasilci, list izhaja zaradi vas in naše skupne stvari. Odpirajte ga pridno s stvarnimi dopisi o gasilskih zadevah, drugih vprašanj pa se ogibajte, ker ni zanje v njem prostora. Zadnji stavek uvodnika lahko štejemo že za del vsebinske zasnove glasila, ki je v 11 desetletjih doživljala spremembe, vendar lahko z zanesljivostjo trdimo, da večino takrat zastavljenega poslanstva glasilo opravlja, seveda v povsem spremenjenih razmerah še danes. O tem nas prepriča razlaga vsebinske zasnove v že omenjeni prvi številki, ki pravi: pospeševanje prostovoljnega gasilstva in gojitvi dobrega tovarištva med UDI naše zaveze naj služi ta list, radi tega je ustanovljen. Vse radi žrtvujemo v dosego lepega namena ali branili se bodemo tudi proti vsemu, kar bi nas od istega odvračati hotelo. V listu razpravljale se bodo le stvari, spadajoče v stroko gasilstva v največjem obsegu. Prepiri javnega življenja tu nimajo prostora. Politika, verska in narodnostna vprašanja ne bode pri nas mesta. Naša naloga je someščanu v potrebi nesreči pomagati. Na to so našteti najpomembnejši vsebinski sklopi, ki bo v gasilcu namenjenega največ prostora. In to so ustanovitev novih društev, volitve v gasilske organe, intervencije na požarih, dobre in slabe lastnosti orodja in opreme, gasilstvo nasploh in razvoj gasilstva v domači deželi. Zanimivo je, da so bili že v prvi številki objavljeni tudi oglasi, s katerimi so proizvajalci gasilske opreme in trgovci ponujali svoje izdelke. Tudi praksa oglaševanja se je torej v večji ali manjši meri ohranila vse do danes. Rekli smo že, da je prva številka gasilca išla dvojezično, v slovenskem in nemškem jeziku. Sledilo je še 11 takšnih izdaj v prvih 2 letih in pol izhajanja. Tretja številka gasilca v letu 1899 je išla samo v slovenskem jeziku, kar je veljalo za vse nadaljne izdaje. Z izjemo druge številke v letu 1902, ko je bila posvečena 70-letnici Frana Dobrleta in je bila tiskana dvojezično, torej tudi v nemškem jeziku. V prvi številki glasila Gasilec je bilo zapisano, da bo list izhajal v nedoločenem času, torej po potrebi. Prvo leto je šlo 6 številk, nato pa je Gasilec do prve svetovne vojne izhajal 4-krat letno, pa čeprav so ves čas pisali, da bo izhajal najmanj 4-krat letno. Prve številke Gasilce so bile po večini skromne, saj je časopis le počasi širil svoj krog dopisnikov. Že leta 1899 je na občinem zboru gasilskih društev urednik Fran Troš tarnal, da gasilca ne podpira skoraj nihče. Na občinem zboru leta 1902 pa so ugotovili, da v gasilca piše v glavnem le urednik, ki druge prosi za članke. Kljub začetnim težavam pa je gasilec počasi z rednim izhajanjem in vse bolj pestro vsebino postal nepogrešljiv posrednik novih tehničnih spoznanj, informator o kvaliteti orodja in opreme, kronist društvenega življenja, prireditev in proslav, sklepov najvišjih gasilskih organov in še bi lahko upoštevali. Med prvo svetovno vojno je izhajal enkrat, 2-krat in največ 3-krat letno, od leta 1920 do leta 1925 4-krat letno, nato do leta 1933 6-krat letno. Med leti 1934 in 1939 je gasilec prvič izhajal kot mesečnik. Leta 1935 in leto kasneje je gasilec prvič spremenil obliko in izhajal v velikosti 17x24 cm. Prvič je bil opremljen tudi z vezavo. Že leta 1937 je imel prvič dvobarvni ovitek.
Leta 1941 so išle redno prve 3 mesečne številke. Po začetku vojne, aprila 1941, je v tako imenovali Ljubljanski pokrajini išla še zadnja 4. številka gasilca. Z njo je bilo konec gasilskega tiska vse do leta 1947. Po drugi svetovni vojni je bil gasilec preimenovan v Gasilski vestnik in je prvič izšel kot dvojna številka konec februarja 1947. Kot izdajatelj je bilo zapisano takratno Ministrstvo za notranje zadeve Ljudske republike Slovenije, urednik pa je bil Srečko Dimec, ki je v uvodniku med drugim zapisal. Z obnovitvijo poklicnih, industrijskih in prostovoljnih gasilskih čet je mogoče že dalj časa čutiti potrebo po glasilu, ki naj vnaša v naše delo potrebno enotnost in nas tesneje poveže med seboj. To svojo nalogo naj bi opravljal s tem, da bo sistematično posredoval izkušnje svojih članov, jih seznanjal z gasilskim delom in uspehi drugih gasilskih enot, jih učil novih metod dela ter s tem prispeval k izpopolnjevanju njihove splošne strokovne izobrazbe. Po sprejetju zakona o gasilskih društvih je bila 2. oktobra leta 1949 ustanovljena Gasilska zveza Ljudske republike Slovenije, ki je med drugim prevzela tudi skrb za gasilski tisk, posebej še za Gasilski vestnik, katerega urednik Srečko Dimec je postal podpredsednik zveze in tudi najožji sodelavec predsednika Matevža Haceta. Gasilski vestnik je postal glasilo organizacije, njeno ogledalo, odsev časa in razmer, v katerih se je razvijalo gasilstvo na Slovenskem. Do leta 1955 je imel Gasilski vestnik okrog 200 strani letno in je izhajal večinoma v dvojnih številkah v nakladih na največ 4400 izvodov. Od leta 1955 do leta 1972 je Gasilski vestnik izhajal v povečanem obsegu med 300 in 396 strani letno, rekord pa je dosegel v letu 1972, ko je šel na 496 straneh. Večinoma pa je izhajal mesečno. Naročnikov je bilo še vedno med 4400 in 5000, kar je bilo za vodstvo organizacije občutno premalo. Med leti 1972 in 1991 je bila v ospredju bitka za pridobivanje čim večjega števila naročnikov, ki je svoj vrh dosegla z naklado 40.120 izvodov leta 1987, ko so delovale samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari in edino torej ni bilo finančnih problemov, ki so sicer spremljali redno izdajanje gasilskega tiska. Gasilski vestnik je v tem času doživel tudi vsebinsko rast in je postal pomembno glasilo slovenskega gasilstva s pomočjo številnih gasilskih strokovnjakov ter dopisnikov s terena. Nedvomno pa je velik del zaslug za razvoj gasilskega vestnika, vendar le treba pripisati uredniku Srečku Dimcu, ki je po skoraj 40 letih in pol v letu 1991 odložil uredniško pero in odšel v zaslužen pokoj. Vse do konca leta 1991 je Gasilski vestnik izhajal v formatu 16,5 x 23 cm. Glasilo je večjo zunanjo spremembo doživelo leta 1992, ko se je preimenovalo v revijo Gasilec in je dobilo današnji format 20 x 28,5 cm. Od takrat dalje izhaja revija 10krat letno, od tega izideta 2 številki tudi v dvojnem obsegu. Posodobitev je bila nujna, saj je postal dotedanji majhen format ovira za objavljanje različnih strokovnih člankov, skicami, tabelami in tudi fotografijami. Poleg spremenjenega formata si je uredništvo prizadevalo za popestritev vsebine z novimi rubrikami in skrčenje nekaterih obstoječih rubrik, pa tudi objava naslovnic s fotografijami je prispevala k lepšemu zunanjemu izgledu revije. Pogosto in pogosteje so se začele pojavljati tudi nove novinarske zvrsti, uvodnik, intervju, reportaža in komentar. Uvedel se je tudi večji red na področju oglaševanja, še posebej po sprejemu tipizacije zaščitne gasilske opreme in vozil. Veliko pozornosti so v uredništvu namenili tudi kakovosti tiska, papirja in večkrat poskrbeli za spremenjene oblike rubričnih naslovov in preloma besedila ter slik. V skladu s finančnimi možnostmi smo postopno uvajali barvne strani tudi v notranjosti in od 5. številke v letu 2003 izhaja v celoti v barvah. Od oktobra 1991 do leta 2012 je revijo Gasilec urejal Marko Pograjc.
Od takrat dalje pa je urednica Suzana Weber. Leta 2007 smo na Igu Svečano akademijo obeležili 110-letnico izhajanja glasila Gasilec. Izdali smo tudi posebno jubilejno številko, ki so jo brezplačno prejeli vsi naročniki. Najzvestejšim sodelavcem, članov uredništva in dopisnikom smo podelili plakete in priložnostna darila. Za prijetno vzdušje pa je s petjem poskrbela priznana pevka Nuša Derenda. Tudi v zadnjem desetletju doživlja revija Gasilec v oblikovnem in vsebinskem smislu, pa tudi po obsegu posameznih številk nov zagon. To kaže le naslednjih nekaj podatkov. Leta 2008 je šlo 10 številk revije Gasilec na 520 notranjih stranih. Leta 2016, torej lani, pa na 838 notranjih stranih, od katerih je bilo kar 544 strani tako ali drugače povezani s gasilsko stroko. Postopno smo uspeli ustaviti tudi trend upadanja števila naročnikov. Glasilo Gasilec zdaj izhaja v povprečni nakladi 8600 izvodov. Revija Gasilec je doživela tudi novo grafično podobo, tisk pa je prešel na rotacijo in kakovostnejši papir. Z vključitvijo predstavnika poklicnih gasilcev v zadnja dva sestava članov uredništva revije Gasilec je tudi med poklicnimi kolegi več zanimanja za sodelovanje in spremljanje revije. V tem kongresnem mandatu od leta 2013 dalje se vsak mesec oziroma 10krat letno za kakovostno vsebino na čelu z neumorno urednico Suzano Weber trudijo člani uredništva Matjaž Klarič, Tomaž Kučič, Tatjana Mohorko, Darko Muhič in Boštjan Triler ob stalnem sodelovanju s poveljnikom Francijem Petkom in predsednikom časopisno-založniškega sveta Jankom Cerkvenikom. Za lep slovenski jezik že od leta 2001 skrbi lektorica Elizabeta Klarič. Seveda brez zvestih dopisnikov, kakor tudi bralcev, pa ne bi bili uspešni. Tako, gospe in gospodje, to je bil torej samo kratek zgodovinski oris 120-letnice glasila Gasilec. V nadaljevanju današnje slovesnosti pa vam privoščimo nekaj kulturnih utrinkov. V svet glasbe nas bodo popeljali naši glasbeni gostje, Orkester Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Gregorja Vidmarja.
Hvala orkestru za zdaj. Tudi v zadnjem desetletju so se nekateri posamezniki še posebej trudili, da je revija Gasilec v vsebinskem in oblikovnem smislu napredovala. Zato prosim, da se mi na odru pridružita Janko Cerkvenik, vršilec dolžnosti predsednika Gasilske zveze Slovenije, in Marko Pograjc, odgovorni urednik Gasilca, ki bosta najzaslužnejšim ob tej priložnosti podelila plakete. Pa začnimo s prvim sklopom podelitve. Prvi nagrajenec je Boris Budal. Naslednja nagrajenka in dobitnica plaketa je Marinka Cempre-Turk. Na oder kličemo nagrajenca Francija Čretnika. Naslednji nagrajenec je Jure Dolinar. Naslednja je nagrajenka Sabina Sorčan. Na oder kličemo nagrajenca Marka Tomazina. Naslednji nagrajenec je Jože Urlep. In še zadnji v tem prvem sklopu nagrajenec Marko Zibelnik. Čestitka vsem nagrajencem. Čestitka torej nagrajencem, hvala za zdaj podeljevalcema. Naredili bomo še en kratek kulturni predah. Samo za vas, za vse nas igra orkester Slovenske vojske.
Gospe in gospodje, odlično se tole sliši, še bomo nadaljevali z lepimi melodijami in z orkestrom Slovenske vojske. Zdaj pa nadaljujemo s podelitvijo plaketo ob 120-letnici glasila Gasilec v drugem sklopu. Na odru prosim, da se mi znova pridružita Janko Cerkvenik in Marko Pograjc. Nagrajenci pa so Miran Gruden, Milena Usolnik,
Nevenka Kerin. Vebo Deo. Hajc Šuhe. Tehnologika DO. Gamat DO. In podjetje Kovinarstvo Uranjek. Čestitamo. Čestitamo nagrajencem, preden pa nadaljujemo s tretjim sklopom, torej zadnjim danes podelitve plaket, pa vas znova prepuščamo lepim melodijam in orkestru Slovenske vojske.
Tudi mi izražamo spoštovanje do takega visokega jubileja 120. obletnice in sicer iz spoštovanja do vašega poklica oziroma do vaše stroke vam podarjamo naslednjo polko, ki nosi naslov Prijatelji, ostanemo prijatelji. Ne rad mikrofona se Gospe in gospodje, še nekaj plaket je ostalo za podelitev in pred nami je torej tretji zadnji sklop. Podeljevalca na odru pa bosta znova Janko Cerkvenik in Marko Pograjec, prosim. In zdaj bo imel tako prvi besedo pri tej podelitvi Marko Pograjec, prosim. Moja beseda bo zelo kratka, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Glede na to, da je naša moderatorka danes Tatjana Mohorko, tudi pridna članica uredništva glasila Gasilec,
jo vabim, da se nama pridruži, da tudi njej podeliva priznanje. Hvala lepa. Naslednji v tem tretjem sklopu pa je Matjaž Klarič. Naslednji je Tomaž Kučič. Darko Muhič. Najmlajši član uredništva, če imam dobre podatke, Boštjan Triler. Naša urednica Suzana Weber. Plaketo prejmejo tudi Milivoj Dolščak. Darko Bud. Srečko Šesta. Gospa Andrija Katič. In Franci Petek. Med prejemniki pa sta tudi odgovorni urednik Marko Pograjc in naš VD predsednika Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Zato zdaj prosim, da malo zamenjajo vloge. Prosim poveljnika Gasilske zveze Slovenije Francija Petka, da opravi še zadnji podelitvi. Čestitka še enkrat vsem nagrajencem, dobitnikom plakete ob letošnji 120-letnici glasila Gasilec. Zdaj pa prosim še gospoda Janka Cerkvenika,
da se mi pridruži ob zaključku današnje slovesnosti in ga dogovoru povabim tudi v imenu organizatorja današnje slovesnosti, torej Gasilske zveze Slovenije, da se v tej priložnosti zahvali vsem nastopajočim in vsem, ki so doprinesli k uspehu današnjega svečanega dogodka. Spoštovani, dovolite, da se na koncu, upam, da si trditi tega lepega in svečanega dogodka tukaj v Dobrem Polju, zahvalim najprej gostom za njihovo udeležbo, ministrici gospe Andreji Katič, direktorju Darku Butu, glavnemu inšpektorju in pa seveda poveljniku civilne zaščite za vašo prisotnost, predvsem pa za čast, ki ste jo izkazali, da ste danes tukaj z nami in seveda, da delite z nami tudi te lepe trenutke. Hvala lepa županu občine Dobre Polje za vaše gostoljubje in seveda vsem občanom in občankam, ki ste kakorkoli pravzaprav pomagali, tudi v predverju smo že nekaj videli, da je ta prireditev pravzaprav se že začela tako lepo, z lepim vzdušjem in domačim vzdušjem. Seveda je veliko vlogo in hkrati skrb prevzel tudi naš član upravnega odbora, tovariš Uroš Gačnik, ki je za svojimi gasilkami in gasilcami pravzaprav imel odgovorno nalogo, in hvala vsem vam in tebi za pomoč pri pripravi in izvedbi prireditve. Dolžna zahvala gre tudi vsem nastopajočim. Mislim, da so vas z svojim kulturnim vložkom pravzaprav razveselili in dodali nek kanček lepih spominov tudi na ta dogodek, ki je se zgodil danes tukaj, to se pravi vodji orkestra in orkestrov Slovenske vojske. No, že v samo začetek so nas nekako nagovorili svoje pesmi o moški pevski zbor Prostovoljnega gasilskega društva Dolenjske Toplice, tudi njim hvala lepa. Seveda našim ali vašim najmlajšim, ki so že ne več tako mladim, ki so pravzaprav popestrili s svojim plesom, tudi to prireditev folklorni skupini Osnovne šole Dobro Polje. Na koncu še čestitke vsem prejemnikom priznanj in seveda tudi nagrajencem. Hvala podjetju GVO za finančno pomoč in seveda vsem posameznikom in tudi vam podjetjem, ki s svojimi objavami na nek način seveda finančno podpirate izhajanje našega glasila. Za konec bi se rad zahvalil tudi naši moderatorki Tatjani in seveda naši urednici Suzani s primerno zahvalo in primernim skromnim darilcem. Suzana se nam skriva? Ne. Suzana vedno si v spredju, danes ne bodi v ozadju.
vsaki številki pasivni. Za konec, bližajo se praznični dnevi. Jaz vam seveda želim, da jih preživite v zdravju, pogumu in sreči. Tako naj ostane tudi za novo leto. In Tone Pavček je napisal: za srečo, ki sem vam zaželel, sreča ni v glavi, ne v daljavi, ne pod prstom skrit zaklad. Sreča je, ko se dobro delo upravi in ko imaš nekoga rad. Jaz mislim, da smo danes upravili dobro delo in da vsi tisti, ki ste danes prišli, se imamo radi med sabo in to vam želim tudi prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa za zaključne besede Janku Cerkveniku. Zdaj pa na oder povabim še vas, gospod župan Janez Pavlin, za nekaj izbranih besed, da skupaj z vami tudi danes zaključimo. Prosim. Ja, v tej slavni prireditvi se bom zahvalil gostom z enim skromnim darilom naše občine, knjigo Toneta Kralja, DVD-jem Toneta Kralja. Pri tem vedno zamenjam, rečem DDV, ne, poklica deformacija, ne, zato sem bil malo bolj previden, ne, in pa našo zgibanko o občini Dobrepolje, ter pa eno knjigico Dobrepoljski poprtniki, to je pa kruh, ki je v času božičnih praznikov tudi malo širše regije. Tako da na oder vabim najprej ministrico, gospod Andrejo Katič. Čestitka in hvala gospe ministrici. Zdaj pa na oder povabimo gospoda Darka Buta. Gospoda Srečka Šestana. Naslednji, ki ga vabimo na naš oder, je gospod Milivoj Dolščak. Gospod Rajko Šimunkovič. Gospod Janko Cerkvenik. In na koncu še gospod Franci Petek. Vsem nastopajočim, organizatorjem ob tej lepi slovesnosti 120 letnici izhaja glasila Gasilec. Jaz sem zelo vesel in užival na tej prireditvi, tako da naše geslo po poplavah 20 je: vse poti vodijo v Dobrepolje, tako da ste dobrodošli še kdaj v tej lepi dvorani Jakličevega
doma. Srečno! Lepa hvala gospodu županu in hvala tudi njemu za današnjo gostoljubnost. Spoštovani visoki gostje, spoštovane gasilke in gasilci in vsi izbrani. Osrednja slovesnost ob 120-letnici gasilca je tako zaključena. V predvirju vas čaka jubilejna številka gasilca, ki jo lahko vzamete s seboj, naročniki pa jo bodo dobili že kmalu. Vse pa vljudo vabimo tudi na zaključno druženje in pogostitev in se še enkrat iskreno zahvaljujemo podjetju GVO, ki je finančno podprlo današnjo prireditev. Hvala lepa. Vsem vam, ki ste prišli iz vseh koncev Slovenije, pa najlepše hvala, da smo lahko te lepe slavnostne trenutke delili z vami. In en velik aplavz in hvala tudi orkestru Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Gregorja Vidmarja. Naj glasilo gasilec ostane naš ponos tudi v prihodnje in srečno do 130-letnice. Zato se bomo poslovili, je vesela. In nobena vaša prireditev ne mine brez nje. Verjetno veste, za katero skladbo govorim. Še pred tem bomo pa nekaj naredili, predem ko gremo iz dvorane ven. Svojemu človeku na desni in na levi mu boste podali roko. A lahko naredimo tole? In rečete, lepo so igrali.
nismo imeli plana. Ja, imamo čas. Ampak jo bomo zaigrali, če nam boste vi pomagali. Čisto enostavno, ne. Morate samo ponoviti za mano. Ija, 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 o. Niso. Poskusimo še enkrat. Ija, 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 o. Ija, 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 o. Na sedmini je bolj veselo. Prav še enkrat. Ija, 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 o.